Danes v Pomurskem dnevniku. Podelitev Blodkovih nagrad. Mura v uvod s porazom. Lovro Kos do uspeha sezone. Pogovor z Darkom Krajncem. Jutri bo večinoma sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Minulo nedeljo na dan obletnice rojstva Stanka Blodka je na Brdu pri Kranju potekala 59. podelitev Blodkovih priznanj za leto 2023. Blodkove nagrade so prejeli Anžela Nišek, Janez Penca, Vojko Orel ter Franc Ekar. Odbor je podelil tudi 10 Blodkovih plaket za različne pomembne prispevke k razvoju slovenskega športa, med njimi pa je bilo tudi pomursko ime. Blodkovo nagrado lahko prejme posameznik za izjemen prispevek razvoju športa v Sloveniji ali med Slovenci v tujini, ki ga je dosegel z ljubiteljskim ali poklicnim delom. Blodkovo nagrado lahko prejme tudi športnik ali športna ekipa za vrhunski mednarodni športni dosežek. Posameznik lahko prejme Blodkovo nagrado tudi za življenjsko delo, če je v športu deloval najmanj 30 let. Letošnji prejemniki so Anžela Nišek, ki je prejel nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek, in Janez Penca za življenjsko delo v športu. Ja, definitivno bi si bolj želel biti v Ameriki, ampak ja, tudi tukaj je biti lepo, tako da pač poškodbe so del vrhunskega športa, mislim, da so del našega vsakdana, tako da je treba to sprejeti in z dvignjeno glavo naprej. Pravzaprav ni bilo nič težko, zato ker se mi zdi, da je ta športni del nekako dopolnjeval moj poklicni del. Jaz sem še iz časov zlate dobe amaterizma in me to prav nič ni motilo. Nasprotno, šport je bila neka protivtež mojemu ali študijskemu ali poklicnemu življenju. Blodkovo nagrado pa sta prejela tudi Vojko Orel in Franc Ekar za življenjsko delo v športu. To je pa že dolgo časa, moji prvi začetki segajo še nekako več kot 60 let nazaj. Začel sem seveda z nogometom, kot običajno vsi mulci v naši vasi. Potem sem se pa srečal z atletiko ob novo zgrajenem stadionu v Novi Gorici in prišel sem nekako do jugoslovanske reprezentance v troskoku in slovenskega rekorderja v troskoku. Potem se pa zadeva ni skladala in ni šla skupaj z študijem na visoki šoli za desno kulturo, tako da sem se odločil za pedagoški poklic v športu. Ja, to bi rekel, da vsekakor nas je malo v to zaneslo. Tisto zgodnje 60. leto, ko smo začeli sistemsko, ko je začela se pojavljati nova alpinistična generacija, ko je začela plezati še neponovljene plezalne vzpone v centralnih Alpah in tudi v bližnjem in daljšem svetu. To je bila tista stvar, ker sem bil jaz na veselje, največkrat v prvih odpravah, ki so se takrat vse strani Slovenije zgodile. Blodkovo plaketo lahko prejme posameznik ali organizacija za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa. Športnik ali športna ekipa lahko prejme Blodkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek. Športnik lahko prejme tudi plaketo ob koncu tekmovalne kariere, če s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeva k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji. Posameznik lahko prejme Blodkovo plaketo tudi za življenjsko delo, če je v športu deloval najmanj 20 let. Med prejemniki Blodkovih plaket pa so bili letos tudi pomurski predstavniki, organizacijski odbor Maratona treh src, športno društvo Tri srca za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa, za kar jim čestitamo. V uvodnem krogu spomladanskega dela prve slovenske nogometne lige Telemach sta se pomerila prvouvrščeno Celje in soboška Mura. Kljub vodstvu Mure so domači uspeli zadeti 4-krat in zmagati s 4-1. Poglejmo si, kaj so po tekmi povedali v taboru Mure. Osrednja tekma 20. kroga se je končala z visoko zmago in prepričljivo predstavo papirnatnih favoritov iz mesta Grofov. Celjska zasedba se je po nedeljski zmagi še bolj utrdila na vrhu razpredelnice, pred drugouvrščeno Olimpijo, ki je v soboto v Stožicah le remizirala proti Rogaški, ima že 12 točk prednosti. Zaradi prejetega rdečega kartona na prejšnji tekmi je na mesto glavnega trenerja Vladimirja Vermezoviča ekipo Mure vodil njegov pomočnik Slaven Kovačević. Ništa, meni je samo preostalo da čestitam Celju na zasluženoj pobjedi. Mi smo ušli u dobru utakmicu, poveli 1-0. Kasnije smo
nekim, mogu da kažem slobodno krupnim greškama dozvolili protivniku da nas ugrozi iz prekida. Primili smo taj prvi gol, posle je sve išlo na ruku Celje. Još jednom sve čestitke ekipi Celja i želim svu sreću nas provesti. A nama preostaje da dignemo glavu i da idemo dalje da se borimo. Kako pa je vplival poraz 4-1 proti Celju med igralci, pa je stanje pokomentiral Matic Maruško. Štartali smo zelo dobro, na začetku stali kot moramo, potem pa se je dogajalo preveč nekih napak, Celje je prihajalo v priložnosti, zabijalo in na koncu zasluženo zmagalo. Dejstvo je, da ima Celje res zelo dobre posameznike, ki tvorijo odlično ekipo. Mi bomo mogli še veliko delati, verjamem, da bomo čim prej se zbrali in v nadaljevanju prvenstva tisti pravi, kot moramo biti. Vsaka tekma je težka, vedno moraš biti maksimalen zbran, ne glede na nasprotnika, ki prihaja, in vse bomo naredili, igramo doma, da bomo tisti, kot moramo biti. Lovro Kos je še enkrat navdušil v Lake Placaidu. Po zmagi na sobotni posamični tekmi je 24-letni slovenski skakalec osvojil še drugo mesto v nedeljo. Zaostal pa je le za Štefanom Kraftom. 3,2 točke je imel 30-letni Avstrijec na koncu prednosti pred skakalcem iz Rudnika pri Moravčah, ki mu je na drugi stopnički družbo delal Filip Raimund. 23-letni Nemec se je prvič v karieri zavihtel na oder za zmagovalce, potem ko je v finalu pristal pri daljavi dneva 135 metrov. S tem je bil le meter krajši od rekorda ameriške naprave, pri doskoku pa ni tvegal in tako izgubil precej točk. Raimund je bil po prvi seriji četrti. Za njegovim dosežkom je zaostal Poljak Piotr Žila, tretji po prvi polovici tekme, ki je vseeno s četrtim mestom imel rezultat sezone. Kos je v prvi seriji skočil 130 metrov, v drugo pa 127 metrov in pol. Naredil je Telemark, sicer nepopolnega, in tako izgubil nekaj točk v primerjavi s Kraftom, je pa bilo dovolj za izenačenje Nemčevega rezultata. Točke so dobili še trije Slovenci. Domen Prevc je bil po dobrem finalnem skoku, ki je meril 127 metrov 12, v drugi seriji pa je pridobil 4 mesta. 8 jih je izgubil Timi Zajc, ki je bil na koncu 20, v finalu pa je imel precej težav in pristal pri 118 metrih. Žak Mogel je osmič v karieri prišel med dobitnike točk, tretjič v sezoni, z 22. mestom pa je poskrbel tudi za svojo najboljšo uvrstitev v tej zimi. V oddaji iz našega studia, ki sledi v nadaljevanju programa, pa bomo gostili pomurskega poslanca Darka Krajnca, ki je med drugim spregovoril tudi o poklicnem rejništvu. Poklicnih rejnikov? Poklicnih rejnikov je, mislim, da 76, od 570 nekje rejnikov, tako da poklicnih rejnikov je zelo malo. Zdaj, kaj pomeni poklicno rejništvo? Sedaj, to pomeni plačani prispevki, na 60% prispevkov poprečne bruto plače in nimajo plače. Oni dobijo rejnino, v kateri je 159 evrov nagrada za delo za enega otroka. Če imajo 3 otroke, je to potem tistih 480 evrov nagrada za delo, plus plačani prispevki. Ni bolniške, ni dopusta, ne? Pravic, ki jih imajo drugi, prevoz, prehrana, nič od tega. Nič od tega. Ne moreš dobiti kredita, ne? Marsičesa ne moreš. In smo leta se prizadevali, da smo tudi določene bonitete, ki jih imajo velike družine, sedaj izpadejo, ker zakon o nerodno piše. Če nimaš otrok od ene družine, potem se ne tretira, da si velika družina. Če imaš ti 3 otroke iz 3 različnih družin, pa še kakega svojega, zraven nisi velika družina, nimaš tega statusa. In spet neke bonitete, ki jih drugi imajo, ti pa, ki za tuje otroke skrbiš, pa tega nisi deležen. Se pravi, to vse bo zdaj naslovljeno? To bomo skušali v sklopu teh zakonov urediti. Tudi glede stikov, v družinskem zakoniku nekaj, ker jaz recimo sem tu zelo, bom rekel, tradicionalen glede stikov, sam jih nisem imel, pa ne zato, ker jih sam ne bi imel, jaz sem zdaj spoznal svoje sestre, se tudi srečujemo, prave pač po očetovi strani, normalno, ampak treba je zadeve urediti, tudi glede stroškov samih, pa statusa. Več pa torej v nadaljevanju, mi pa zaenkrat preverimo, kakšno vreme nas čaka v prihodnje.
Danes je bil v naših krajih pretežno oblačen dan. V Krajinskem parku Goričko in Radencih smo opoldne namerili 6, v Murski Soboti in Lendavi pa 7 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj in dopoldne ponekod še oblačno ali megleno. Čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v alpskih dolinah okoli -3, najvišje dnevne od 8 do 14 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale okoli 2, podnevi med 12 in 13 stopinj Celzija. V sredo bo precej jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. V četrtek se bo zmerno pooblačilo. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od -2 do 0, čez dan od 12 do 14 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvdeja.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.